Torej, malo vas je, ki me ne poznate, pa naj vseeno povem. Ne zaradi tega, ker je bil slaven, ampak zato, ker se mi poznamo. Sem Dejan Savič, rečemo temu strokovnjak za energetsko politiko v Greenpeaceu v regiji. Delujem v Sloveniji, pa tudi regionalno, v Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa. Regionalno se ukvarjam trenutno z evropsko energetsko politiko, ker se prenavlja. V Sloveniji pa rečemo, da pomagam snovati aktivnosti v okviru tega širšega gibanja Break Free in malo usmerjati to kampanjo. Break Free je poskus državljanov vsega sveta, da odgovorijo na diskrepanco med ambicioznimi stališči svetovnih vlad na področju podnebnih sprememb, ki se zrcalijo v Pariškem podnebnem sporazumu, in med tem, kar vlade počnejo doma. In v Sloveniji Break Free gibanje predstavlja glas globalnega človeštva in prihodnjih generacij, ki zahteva ustrezno soočanje s podnebnimi spremembami, kar pomeni opuščanje fosilnih goriv z neko razumno časovnico na pravičen način. In slovenski del gibanja je oblikoval konkretne 4 zahteve, za katere smo se poenotili, da so prioritete slovenske podnebne politike. Seveda smo odprti tudi za druge ideje in za razširitev, poglobitev stališč, ampak trenutno so te 4 zahteve predstavljajo nekaj, o čemer smo se dogovorili. Torej, prva zahteva je, ko porabljamo javni denar v energetiki, ga uporabljamo za javno dobro in javno dobro je tukaj interpretirano kot skladno s podnebjem, skladno z zahtevami po zdravem okolju, pomeni, da javni denar se ne porablja za fosilna goriva, če ga že porabljamo za energetiko, ga uporabljamo za energetsko tranzicijo, za prehod od umazanih virov energije k obnovljivim virom energije, k pametni rabi energije, k čim manjši rabi energije. To je prva točka. Torej, vse oblike javnofinančne podpore se usmeri k zagotavljanju pravočasnega, to je pomembno, da imamo v mislih, odgovornega do lokalnih skupnosti in pravičnega do vseh, ki so trenutno zaposleni v fosilni industriji. Torej, iz takega sistema na sistem, ki temelji na učinkoviti rabi energije, na malo porabljene energije, in ta energija, ki jo porabimo, prihaja iz obnovljivih virov energije. Zato, da se dobro zavedamo časovnice in neskladnosti rabe premoga in fosilnih goriv, zahtevamo načrt opuščanja rabe premoga v Sloveniji, časovnico, ki bo skladna s Pariškim sporazumom. Če na globalni ravni ugotavljamo, da je leto 2030, 2031 leto, ko je potrebno opustiti premog, bi radi videli načrt, kako bomo to naredili v Sloveniji. Kako bomo to naredili v termoelektrarni Šoštanj, da bo to pravično do prebivalstva, do lokalnih skupnosti, da bomo to naredili na način, da ne bo pretresov za energetski sistem in da bo ta prehod ekonomsko vzdržen. Torej, pozivamo k pripravi načrta. Naj povem, da smo pri vseh točkah realizacije teh stvari pripravljeni sodelovati s svojim strokovnim znanjem in skupaj iskati rešitve. Tretja točka je točka, o kateri smo že govorili, torej energetski državljani naj bojo v osrednji element energetske tranzicije. Torej, sončne in vetrne elektrarne, tudi male hidroelektrarne, predstavljajo tako količino, tako velikost investicije, da si lahko organizirani državljani privoščijo nekaj takega postaviti skupaj. Primeri iz tujine nam to potrjujejo. To velja še posebej za sončno elektrarno, ki si jo recimo, da lahko privošči slovensko gospodinjstvo, še cenejša je pa sončna elektrarna, če se nekaj gospodinjstev pride skupaj in si postavi eno večjo in potem porabljajo tisto energijo. Torej, energetiko od ljudi za ljudi, ljudje jo proizvajajo, ljudje jo porabljajo, vmes lahko stojijo energetske družbe, vmes je tudi industrija, ki proizvaja in porablja, ampak ljudje naj bojo v ospredju kot prioriteta naslednjih nekaj let za katerokoli vlado, ki bi se tega lotila. Povedali smo pa tako. Vlada naj spodbudi samooskrbo z obnovljivimi viri energije, tako da odpravi obstoječe omejitve, ker danes
ne moremo, recimo ta skupina ljudi tukaj in kolegi, ki nas gledajo na posnetku, če bi bili zainteresirani, da se združimo in postavimo skupaj en objekt za proizvodnjo obnovljive energije in bi radi to energijo, ki se tam proizvede, sami porabili, danes zaradi zakonskih omejitev tega ne moremo narediti. In zato bi radi, da se te omejitve umaknejo, da se odpre potencial za več 100.000 prebivalcev, ki bi lahko na svojih strehah ali tisti, ki niso lastniki na bolj oddaljenih primernih površinah, na ekonomsko vzdržen način skupaj izkoriščali obnovljive vire energije, ki so na voljo, torej sončne, vetrne elektrarne in morda katere druge. Ekonomsko vzdržen način pomeni, ker bi vsi prebivalci, ki bi proizvajali obnovljive vire, delali neko uslugo skupnosti, ker bi kot skupnost zmanjševali izpuste, lahko na ta način utemeljimo, da tisti, ki se tega lotijo prvi, dobijo neko podporo, neko obliko subvencije, da se jih nagradi, ker grejo po tej poti. Zato, ker je ta pot zahteva nekaj naporov organizacijskih, ukvarjati se je treba s tem in da ljudem to olajšamo in neke subvencije smiselne. Vseeno pa moramo paziti, da bo ta sistem ekonomsko vzdržen, ker nič nam ne koristi, če dosežemo 2-3 leta zagona in potem konec, tako kot smo videli to pri sončnih elektrarnah. Od tod argument ekonomske vzdržnosti. Trajnostna mobilnost pa pomeni, da se spostavi infrastruktura za kakovosten javni promet. Ta javni promet naj se elektrificira, naj se zagotavlja elektrifikacija klasičnega prometa, ampak šele kot druga prioriteta, prva prioriteta je javni promet, raba kolesa v urbanih središčih in tako naprej. In vlada naj ustvari pogoje, da bo več 100.000 ljudi, ki se danes vsakodnevno vozijo v službo za osebnim avtomobilom, prešlo na javni promet, na kolo ali na električni avtomobil. Vsa elektrika pa mora biti proizvedena iz obnovljivih virov energije že od samega začetka. Ker če se bodo električni avtomobili, avtobusi ali pa karkoli drugega napajalo na premog, jedrsko energijo, s tem nismo naredili veliko. To je bistvo teh štirih zahtev. Trenutno je neka napaka tukaj. Zbranih je okoli 2000 podpisov. Ni toliko pomembno, koliko podpisov naj bi zbrali. Ideja je bila, zberimo neko količino podpisov, da pokažemo, da je ljudem to pomembno. 2000 podpisov za relativno abstraktno tematiko je lep uspeh. In v tej priložnosti se zahvaljujem vsem v gibanju Break Free, vsem podpornikom, prostovoljcem, aktivistom, vsem, ki ste nas podpirali oddaleč in zgolj delili informacijo in vsem, ki ste podpisali to peticijo, da smo to dosegli. Ampak kot neko motivacijo smo pa naredili izračun 4600, to je namreč količina gigavatnih ur energije, ki danes prihaja iz premoga. To je 4600 gigavatnih ur oziroma 4,6 teravatne ure. Skupna količina, če si predstavljate to številko, tukaj je 4, toliko prihaja iz premoga, 4,6. Skupna količina elektrike, ki jo porabimo v državi, je nekje 13. Torej 13 teravatnih ur porabimo v državi, 4,6 prihaja iz premoga, nekje 0,5 prihaja iz termoelektrarne v Ljubljani, ostalo pa iz Teša. In to količino je treba najprej nadomestiti z obnovljivimi viri energije. In tukaj smo se igrali nekako številko, vsak podpis je 1 gigavatna ura, 4600 skupaj nas lahko nadomesti premog. Med organizacijami, ki so podpisale, jih je ogromno, ne morem jih vseh naštevati, gre za 70 organizacij vse skupaj. Kar je neverjetno v tem primeru je raznovrstnost organizacij. Amnesty International Slovenije se zavedajo, globalni Amnesty je del globalnega Break Freeja, zavedajo se, da trenutni sistem krši človekove pravice v državah, ki proizvajajo nafto, okoljsko uničenje zaradi podnebnih sprememb na drugačne načine povzroča kršitve človekovih pravic. Druge organizacije, kot so Društvo pljučnih bolnikov, alergijskih bolnikov, se zavedajo onesnaževanja zraka, ki izvira iz kurjenja fosilnih goriv. Nekaj je okoljskih organizacij, študentske organizacije, mladinska združenja, feministična organizacija, sindikati. Skratka,
ponosni smo na neko skupnost raznovrstnih civilno-družbenih organizacij, ki razumejo podnebne spremembe kot problem in se ne nujno ukvarjajo z energetiko na taki ravni kot mi, ampak razumejo, da gre za širši problem in se zato pripravljene bile podpreti ta poziv. In vsi skupaj bomo obeležili zaključek tega protesta naslednjo sredo, 29. marca ob 4. ob 16. uri pred vlado, kjer bomo ta poziv uradno predali vladi in s tem protestom nekako ponovno potrdili zavezanost tem 4 stališčem oziroma generalnemu stališču opuščanja fosilnih goriv skladno s Pariškim podnebnim sporazumom oziroma na način, da rešimo podnebne spremembe oziroma jih zagotovimo, da bo podnebje varno še naprej. Tako nekako smo zaokrožili celotno predavanje, zdaj pa dajem na izbiro. Še je energija v prostoru, da se gremo pogovarjati o skupnostni samooskrbi, torej o 3. členu, ali je to nekaj za katero drugo priložnost, ali je to nekaj, česar naj se na kratko dotaknem in dajmo se tega loti demokratično. Kdo meni, da bi o skupnostni samooskrbi porabili naslednjih 10-15 minut, naj dvigne roko? Ok. Če bi kdorkoli rad na tej točki šel, je ok, da lahko greste. Ni nevljudno, tako da je čisto v redu. Za vse ostale pa ja, pogledamo si malo to točko podrobneje. In tukaj je ta čudaški graf, ki pokaže, iz katerega bomo lažje razumeli situacijo. Jaz sem čisto takšno vprašanje, pač sončne celice, ne? Kako je pa pač to samo obnovljivo, ker pač sklepam, da ima to nek rok trajnosti pač uporabe, ne? Verjetno. Ja. Kaj je pol s tem pač, ko služijo v bistvu svojemu namenu? Neka oblika reciklaže se bo vzpostavila, ker so količine ta trenutek toliko majhne, da večina sončnih celic, ki naj bi bile namenjene za reciklažo, prihajajo torej nastanejo zaradi tega, ker se je panel polomil ali pa napaka v proizvodnji, so to take majhne količine, da sistemi niso vzpostavljeni, ampak večina proizvajalcev jamči nekje za 25 let, da bo naprava proizvajala. V 25 letu je učinkovitost rahlo manjša, ampak nekje se računa 20-25 let bojo v uporabi, potem pa bo bolj smiselno namestiti nov sistem z bolj učinkovitimi celicami, zato ker vsakoletno se rahlo poveča učinkovitost obstoječih celic in lahko na isti količini prostora dobiš več energije za ceno sončne celice. Ampak ja, sistem recikliranja bo. Trenutno je v Evropi na milijone sončnih celic in z neko pametno regulacijo jih bomo reciklirali. Treba se zavedati, da to je tehnologija, ki je številka 1 kot primer okolju prijazne energije. Zato je absolutno vsem jasno, da je treba tudi na okolju prijazen način potem obravnavati, ko bo življenjske dobe konec. Ok. Torej, to približno je cena elektrike ta trenutek, ki jo plača slovensko gospodinjstvo. Cena rahlo variira. Ko sem delal analizo pred enim mesecem, je v enem tednu se spremenila cena za 3 evre. Tukaj se je dosegel tako imenovani grid parity oziroma točka, ko je cena iz lastne sončne elektrike, ki je proizvedena v lastni sončni elektrarni, enaka kot ceni elektrike iz omrežja. In tukaj je bilo smiselno postaviti sončno elektrarno brez subvencij za lastno rabo in ekonomsko si bil na istem, če jo kupuješ iz omrežja ali pa jo uporabljaš z lastno postavljeno elektrarno. Vse od tukaj naprej je ekonomsko pametneje si sam porabljati elektriko iz lastne sončne elektrarne, ko pa jo kupovati iz omrežja. Ok, to je čist razlika. Torej,
Če si danes postaviš sončno elektrarno in sam porabiš njeno elektriko, imaš cenejšo elektriko kot tiste iz omrežja, ker pa si moral kot gospodinjstvo porabiti nekje 5000 evrov za investicijo, je to še vseeno zalogaj in rabiš 12 let, da se ti investicija povrne, potem pa imaš pa elektriko praktično zastonj. Okay. In to redko koga motivira in zaradi tega se ne gradijo sončne elektrarne. Tisto, kar lahko dodatno zmotivira ljudi, je pa ta točka tukaj, o kateri sem že prej govoril. Toliko pa stane sončna elektrarna, če jo postavimo večjo in na najboljši lokaciji z najboljšim sončnim obsevanjem v približno isti državi. In tako ceno so dosegli v Nemčiji. Tukaj pa govorimo že bistveni razliki v ceni. In kar je zanimivo, in to se mi zdi pomembno družbeno vprašanje, je, kdo bo postavljal take sončne elektrarne. Gospodinjstva lahko postavljajo elektrarne po taki ceni, tukaj pa lahko trenutno postavljajo take elektrarne samo veliki igralci, ki si lahko privoščijo tako velike projekte. Zato se mi zdi vprašanje socialne pravičnosti, da ta privilegij po ceni najcenejše sončne energije med danimi možnostmi izkoriščamo vsi državljani. In zato menim, da bi vlada morala omogočiti skupnostno samooskrbo. Ok, kaj je skupnostna samooskrba? Torej, gre za to, da omogočimo skupnosti, da se organizira dovolj veliko število ljudi, da lahko postavijo dovolj veliko in zato dovolj poceni sončno elektrarno. Ta elektrarna se postavi na neki lokaciji, kjer je to smiselno, torej govorimo o relativno dobrem sončnem obsevanju in dovolj blizu tega prebivalstva, zato da so čim manjše izgube zaradi prenosa v omrežju. Takoj bo, mislim, da. In trenutno velja zakonodaja v Sloveniji, da če si postaviš sončno elektrarno na lastni strehi, se ti enkrat na leto zaračuna, koliko energije je šlo iz tvoje elektrarne v omrežje in koliko energije si vzel iz omrežja po zimi, recimo, ko sonce manj sije. In če je razlika med tvojo proizvedeno količino in tisto, ki si jo vzel iz omrežja, nič, načeloma ne plačuješ za elektriko. To je klasični net metering, torej neto meritve. Na letni ravni opravimo neto meritev elektrike, ki je šla v omrežje in elektrike, ki je bila vzeta iz omrežja. Če je neto rezultat nič, ne plačuješ za elektriko. Ok. Ta sistem je postavljen zato, da spodbuja ljudi, da bi se tega lotili in v nekih 12 letih recimo se ti investicija povrne in potem imaš brezplačno elektriko. Ta elektrarna bi pa pomenila zelo podoben model, ampak ne bi vsak postavljal elektrarne na svoji lastni strehi, ampak bi se organizirali in jo postavili skupaj. Ker bi jo postavili skupaj, bi bila toliko cenejša, ne bi rabili čakati 12 let, ampak manj in bi bila ekonomika dosti boljša in bi uživali poceni sončno energijo. Da bi se to zgodilo, potrebujemo virtualni net metering. Torej, virtualni zato, oziroma mi temu rečemo samooskrba nadaljavo. Torej, ne samooskrba iz lastne strehe, ker nismo vsi lastniki. Ogromno prebivalstva živi ali v hišah, ki so senčene, ali v blokovskih naseljih, v urbanih središčih, v hišah, ki so spomeniško zaščiteni in se jih ne sme spreminjati. In mi menimo, da je sonce javni vir, do katerega bi moral imeti pravico vsak. In zato je treba ljudem omogočiti, da stopajo v skupnostne projekte, ampak ne le kot podjetniki. Torej, da bi se mi organizirali in skupaj investirali v projekt in ves dobiček, ki bi se ustvaril od prodaje elektrike, si ga delimo kot sopodjetniki. To je ena možnost in prav je, da bi ta pot tudi obstajala in bila na voljo. Tisto, kar nas zanima, je samooskrba. Torej, mi se organiziramo zato, da elektrika, ki jo mi porabljamo, pride iz čistega vira. Torej, da vsak okoljevarstvenik, okoljsko zaveden državljanka, ki plačuje električno energijo, hoče vedeti, da je ta energija prišla iz obnovljivega vira energije. Lahko kupiš certifikat, kjer ti jamčijo, da je tvoja energija obnovljiva, lahko bi pa vstopili v tak skupen projekt in si postavili sami vetrnico ali sončno elektrarno. In to trenutno ni mogoče. In tretja točka tega gibanja je, da se to omogoči ljudem, da se postopke olajša. V obravnavi je bil energetski zakon do 7. marca, ki je izhodiščno predlagal subvencijo za TEŠ. Mi smo kot okoljevarstveniki ta zakon komentirali in predlagali skupnostno samooskrbo kot neko konstruktivno rešitev. In zdaj bomo videli, če bo vlada sprejela to odločitev in omogočila skupnostno samooskrbo.
ampak v primeru, da jo omogoča, je to njena prednost. Torej, mi bi imeli prednost od poceni sončne energije, oziroma še cenejše sončne energije. Trenutno je ta prednost rezervirana za dovolj premožne posameznike, podjetja, ki si lahko privoščijo velike projekte. In še eno stvar se je potrebno zavedati, tako kot ta cena pada, hkrati cena velikih projektov pada in bo rahlo padala še naprej. Torej v prihodnosti obojih. V prihodnosti bojo nekoliko cenejše vsako letno. In z tega vidika govorimo o ogromnem potencialu energije. Zdaj pa še samo, da si predstavljamo, večkrat mi ljudje sprašujejo, koliko potenciala je v vetru, koliko potenciala je v soncu za Slovenijo. Torej, praktična omejitev je v tem, najprej v omrežju, ko smo rekli, omrežje je postavljeno za star sistem in v tem smislu ga je treba prilagajati. Hitreje, ko ga prilagajamo, več je potenciala na voljo. Druga omejitev je, kako hitro jih lahko gradimo. Če bomo vsako leto zgradili toliko elektrarn kot leta 2011-2012, potem bomo lahko v 10 letih dosegli nekje 15% elektrike. To ni ne vem kaj, ampak je pa pomemben delež. Če želimo več, moramo graditi še hitreje. Torej, eno vprašanje, kako hitro lahko realiziramo ta scenarij v realnih družbenih razmerah. Zdaj pa za predstavo, koliko energije na nek kvadratni kilometer se proizvede iz sonca. Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike, en pomemben slovenski energetik, je izračunal, da bi za celotno slovensko porabo 13 teravatnih ur energije zadostovalo območje 10x10 km. Torej območje približno znotraj ljubljanske obvoznice. Na takem območju, če bi bilo v celoti pokrito s fotovoltaiko, bi tehnično proizvedli 13 teravatnih ur energije. Da imate idejo o velikosti. Jaz sem peljal ta izračun naprej in sem vzel ta podatek, torej 10 kvadratnih kilometrov in površino države in govorimo o približno 0,5% površine države je potrebne za 13 teravatnih ur elektrike. Nihče ne trdi, da moramo to narediti zdaj, v taki obliki in tako dalje, ampak čisto toliko, da si predstavljamo. Torej, potencial sončne energije tehnično je brezmejen. Vprašanje je, koliko je smiselno zgraditi, kako hitro, ali je smiselno postaviti ogromne količine, pa še vedno biti decembra, januarja, ko ni toliko sonca, odvisen od drugih virov in tako dalje. Tako da najbolj pametna rešitev je mešanica različnih tehnologij, vetrne, sončne in še nekaterih drugih, in te vire razvijati hkrati in potem ustvarjati omrežje, ki to zmore.